bistvu postal osrednji medij v Sloveniji. Pozdravljeni! Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. V prostorih Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu so odprli prvo zasebno katoliško osnovno šolo pri nas. Prvi, drugi in tretji razred osnovne šole Alojzija Šuštarja bodo obiskovali 103 otroci. 85% sredstev bodo pridobili iz državnega proračuna, 15% iz fundacija Alojzija Šuštarja, za nadstandard pa bodo starši mesečno prispevali 25 evrov. Šolo, v kateri razredničarkam pravijo matere razredov, je blagoslovil ljubljanski nadškof in metropolit Alojz Uran. Ampak v glavnem se boste lepo imeli. In zato bomo sedaj blagoslovili ta prostor, blagoslovljeno vodo, tako kot se doma umijete, a ne zmeraj z vodo, tako tudi mi malo pokropimo, zato da umijemo, če je kaj slabega. Potem bo pa tukaj še posebna dišava, ki nas spominja na to, da je naše življenje kakor ena taka lepa daritev, da se dviga v nebesa. A ne? A se bo dvigala? Ja. Zdaj pa lahko se pokrižate, ko vas bom blagoslovil. Najprej tukaj učiteljice, vzgojiteljice, novinarje, a ne? Pa še lepo. Nekaj dosegati. To je poseben bo vrtnica. Finsko podjetje v državni lasti Patria je podkupilo predsednika slovenske vlade. S temi besedami se je zaključila polurna oddaja, ki jo je za finsko državno televizijo pripravil novinar Magnus Berglund. V podkupovanje naj bi bili vpleteni Hans Wolfgang Riedel, Rudolf Leban, Walter Wolf in Jure Cekuta. Razdeljenih naj bi bilo okoli 20 milijonov evrov. Vsi vpleteni so že zanikali, da bi bili podkupljeni ali da bi podkupovali. Na finski televiziji pa vztrajajo, da je zgodba preverjena. O tem, ali nameravajo tožiti finsko televizijo, se še niso odločili. Je pa premier Janez Janša napovedal tožbo proti Bošku Šrotu zaradi intervjuja v Večeru, v katerem je Šrot povedal, da Janez Janša parkira delnice Petrola, Term Čatež, IB Kranj in Palome. Janša zahteva odškodnino 5 milijonov evrov. Zaradi sistematičnega blatenja dobrega imena pivovarne Laško in njenega vodstva pa je tudi pivovarna vložila tožbo proti Janezu Janši. Nina Orov, tiskovna predstavnica na kulturnem ministrstvu, je pred kratkim nekatere znane slovenske osebnosti prosila, da napišejo svoje mnenje o dobrih in slabih dejanjih aktualne vlade za časopis SDS. Na to so njihove izjave postale mnenja podpore SDS na spletni strani stranke. Odkar imamo večstrankarski sistem, sem nekako že navajen različnih akcij. Jasno, dobim precej klicev pred vsakimi volitvami. Rad bi pa poudaril, da nikakor nisem strankarsko opredeljen oziroma nisem član nobene stranke in tudi nisem politično aktiven. Sinoči ob 10:30 po končanem soočenju kandidatov strank na Net TV je policija v velikem številu obkolila zgradbo mariborske televizije in odvzela prostost kandidatu SSN na parlamentarnih volitvah Andreju Šišku. So že pokazali en sajt. Da boste vedeli, to je pa pri nas demokracija. Sodišče, sami zdaj, ne tam razpirali. Jožef Girkoš, ki zares kandidira v Mariboru, je za Vest povedal, ali uporablja plastične vrečke. Igen, én is úgy, mindegyik vevő az üzletekben, én is használom ezeket az acskókat. Bár én nekem ez nem tetszik, mivel egy ekológiailag ez nagyon, nem a tapasztalatom az ilyen zacskókkal nem jó, és tudom, hogy ez árt a természetnek. O civilni družbi v predvolilnem času, komentar dneva, Peter Božič. Švejk in civilna družba danes. Zbor za republiko, ki se ob vsakih volitvah oglaša z svojim programom,
ki ga pa seveda oblikujejo najbolj strastni oboževalci karizmatične persone Janeza Janše, je za razliko od prejšnjih volitev letos res veliki zbor prave civilne družbe, ki nima niti najmanjše zveze ne z Janezom Janšo, ne z SDS, saj je tokrat v programu tega zbora opisano tako hudo orožje, ki bo v naslednjem mandatu, če bo prišel seveda na oblast Janša, iztrebilo vse gospodarske in druge tajkune, zlasti pa sam simbol tajkuna vseh tajkunov Boška Šrota z Bojanom Šrotom vred. Če to letos ni civilna družba, naj vzame hudič, saj napada stranko, ki je zanesljivi del Janšine vlade in tudi zanesljivi del bodoče vlade. Samo z NSI in Jelinkotom pač ni mogoče zmagati z večino v prihodnem parlamentu. Seveda nekateri odločno izpodbijajo to mojo trditev, saj menijo, da je ta boj zoper tajkune samo virtualen Janšin konstrukt. V resnici pa bo pobral sebe in vse svoje tajkune v vlado, celo tiste, ki bi se utegnili skotiti pred volitvami. Janšino načelo namreč, da lahko tajkunizirajo Slovenijo samo tisti tajkuni, ki so avtori tajkunizacije skupaj z Janšo in na ta način prenehajo biti tajkuni, vsi ostali, ki niso z Janšo, pa to postanejo avtomatično potem, ni prav nič novega. To je enako kot takrat, ko so Janšini notorični komunisti začeli boj proti komunistom in kdor ni bil v SDSS, je komunist še dan danes, čeprav nikoli prej, ne zdaj to ni bil. Zdaj se pa odločite, ali je Zbor za republiko, ki se je skozi noč prebarval v Janšinega tajkunizatorja in je samo njegov repek, res civilna družba ali pa je z Zborom za republiko tako, kot je bilo s psom, ki ga je za prijateljico Feldkurata Kaca ukradel Švejk, ga prebarval v belo barvo, tako kot je to zahtevala Feldkuratova gospa. Toda, ko je šla z njim na prvi sprehod, se je ulil dež in je postal pes najprej šekast, potem pa spet črn, kot je bil. Odgovor je preprost. V letu ujm in neviht bo dež že pred Cankarjevim domom spravil vso barvo z civilne družbe Zbora za republiko in ta pes bo še bolj črn, kot je kdajkoli bil. Slovenija, 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 kultura. Sinoči se je v Škucu zaključila razstava 50%, na kateri so avtorji predstavili sveže natisnjen katalog. Dečko z vlečko, eden od članov skupine Sindikat, je podal tudi kratko analizo vandalizma razstavljenega v galeriji. Poglejmo našo estetiko in etiko. To ni kič, to je trash. Prosto po Žižku lahko rečemo, da stvari niso tam kar tako, ampak stvari so tam zato, da bi bile kar tako. V Mariboru poteka Špasfest. Špaser je tokrat ni zasenčila procesija kandidatov za poslance. Koncert Lange se je namreč začel ravno v času predvolilnih soočenj. Še vreme? Pa kaj nas briga, se smo itak osrednji medij. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na Vesti. Pa nasvidenje.